Lepo pozdravljeni v Vijoličnih novicah iz studia Belek. Moj nocojšnji gost oziroma naš gost je Aljaž Antolin. Buco, dobrodošel. Pozdravljeni. Pred kratkim bom rekel, da je bil konec tekme proti Šahtjarju iz Donjecka, pa zdaj dokler si še vroč par besed o tej tekmi. Pa začetek je bil dober, držali smo žogo, potem je pa Šahtar prevzel pobudo, kar naenkrat sta padla dva zadetka, nepričakovano, potem smo bili v enem takem rahlem šoku, potem se dobro pobrali, dali zadetek, ampak takoj spet zadetek sledil v naši mreži, tako da smo šli v drugi polčas s takimi mešanimi občutki. Drugi polčas dobro začeli, hitro dali dva zadetka, potem je pa bilo malo mi, malo oni, tako da eno dobro tekma, dober rezultat proti dobrem nasprotniku, tako da gremo z glavo gor dalje. Priprave v Turčiji, že drugič si tukaj, kakšni so vtisi nasploh? Pa, ko sem bil prvič, sem prišel z posoje, mogel sem se dokazati, da si zaslužim ta dres, ta sveti dres, tako da bilo je kar naporno, bilo je dosti teka, dosti treninga, zdaj je pa to postalo, mislim, rutina. Vseeno se boriš na pripravah, kak na začetku nima še dodeljenega dresa nihče, tako da isto kot lani se borim za dres. Pa si poglejmo najzanimivejše trenutke iz današnjega obračuna. Zadnji test v turškem Beleku proti ukrajinskem prvaku Šahtarju se je končal z neverjetnih 4-4. 8 golov smo videli na tej tekmi med slovenskim in ukrajinskim prvakom. Strelci za Maribor so bili dvakrat Brnič, enkrat Krona, Veter direktno iz kota in pa Božič, sicer pa vsi vrhunci te tekme v nadaljevanju. Mariborska odprava bo v Beleku še do konca tega tedna, potem pa se preseli nazaj v Maribor v Ljudskem vrtu od prihodnjega tedna naprej zaključne priprave na spomladanski del sezone.
vse 4 gole proti taki ekipi je seveda dobrodošlo. Bode pa očitno te 4 prejeti gole. Mislim, si moramo pogledati, pa pač napake probati popraviti. Ja, v fizičnem smislu mislim, da počas prihajamo proti 100%. Imamo še sicer en teden, ampak to bo v ospredju bolj taktične stvari. Drugače pa ja, se pravi, kot sem že rekel, doseči 4 zadetke proti taki ekipi kaže na to, da smo nekaj dobrega, pozitivnega naredili v pripravi. Buco, mi smo tudi za tebe uspeli par tvojih fotografij izbrati iz otroštva, pa bi te prosil, da skupaj prokomentiramo. Najprej, zakaj te kličejo Buco? Buco, ko sem bil mali, sem bil kar buckast in to si je zmislil moj stric. Tam pri nekaj 4-5 letih in od te dalje sem jaz Buco. Ja, ker imamo namreč fotografijo, ko si bil še kar mali, ne? Tako da povedal si res tako, kot je. Normalno, tu zdaj niti ne veš verjetno, koliko si bil star, ampak to so pa zelo mlada leta. Se pa kar vidi. Buco, tu že, bom rekel, resen jezen izraz na licu. To se spomniš mogoče tekme? Ne. Pa tak, malo mi je ostalo v spomini, ker to je bilo, mislim, da v Lipi. Ampak obraz pove vse, zagriženost. Pa malo prevelika oprema, ne? Prevelika, zelo. To, naslednja? Tu sem pa bil prvič na Barcelonem kampu. Spomnim se, da sem bil v skupini Mascherano. Tako da bilo je ena lepa izkušnja. Prvič sem šel od doma, brez staršev. Bile so tudi solze. Normalno. Ampak bila je zelo lepa izkušnja. Naslednja, tudi če ne bi vedeli, vidimo, da si fan Barcelone. Tako. Podlaga je sicer dobro zelena, zdaj verjetno slaščičar, pač zdaj ni še vedel. Točno ni vedel, ne. Grb pa kapa pa od Barcelone. To se pravi, si Barcelona fan. Tako, že od malega. Mi navadno rečemo, da še vedno lahko spremeniš malo v hecu mišljenje, ko odrasteš, ampak najnazadnje tudi Martin Milec navija za Barcelono, koliko se spomnim, ne? Pa je že odrasel fant. Tako da, okej. Kaj pa to? To je pa bilo lani. Ko sem malo se pozaval z mojimi sestričnami. Šel sem, imam 4 sestrične, pa enega bratranca, pa sem šel malo k njim pozabavati. Si kaj, obdarovalec bil? Ja. So mogli odgovarjati na vprašanja? Teta pa strico mi dali darila. Jaz sem prišel not, sem zapel eno božično, potem pa sem jih daril. Super, dobro je vedeti, ne, če bomo rabili, da se znajdeš v tej vlogi. Kak smo pa s kuhanjem, pa bomo zvedli v kulinaričnem kotičku. Buco, kulinarika, kuhanje, nekaj bom rekel, da zdaj nismo tako skrivnosti, smo zvedli od tvojega Ateja, tako da totalni analfabet v kuhanju nisi. Ate je rekel, da celo rad kuhaš. Zelo rad kuham. Prišel sem v Maribor, ostal sem sam, kaj drugo ostane, kot pa si začnem kuhati. Na internetu poiščem sestavine, zdaj že dosti vem sam, lahko si skuham karkoli, tako da. Mi smo za tebe zbrali eno tradicionalno prekmursko jed, to so dödeli, to verjetno poznaš, ne? Seveda to poznam. Pa poznaš še, recimo, kire ostale, jih je dosti, ne? Dosti. Dödeli dela kdo doma, mama si ga delal sam? Nisem nikoli sam delal, mama tudi redko pripravlja, ampak vedno, ko pridem domov, ji rečem, kaj pa dodoli ne bodo nikoli na meniju. Torej imaš rad? Imam rad, zelo rad. Torej tudi veš, česa so sestavljeni, tako si rekel, če bi dober recept, bi verjetno znal narediti. Pa ja, bi znal. Bi znal narediti, ne. Pantomima, tokrat sta se merila Marin Lavšič in Alen Dizdarević. Moram reći, ima ili
Bez reči, ja. Pokazil. Ne ima šanse. Imaš nešto pokazati. Suigrač je. Nije suigrač. Nije suigrač. Trener. Nije ni trener. Fizio. Ne. Vodovik. Ne. Direkt. Da. Direkt. Je, čup. To je to. Buco, še v eni tvoji navadi oziroma ritualu pred tekmo te moram vprašati, imaš kakšen ritual posebej? Imam ritual. Vedno, ko se zbudim, si naredim prvo jajca, sir, to povem, da imamo kakšen lažji trening. Na dan tekme sem vedno brez zelenjave, kosilo imam piščance in testenine, pa pred tekmo imam kakšno banano pa malo proteinsko. Tako da to je. Kaj pa, ko si še bil doma, kaj je takrat pomenilo, ko je tekma bila, ko so bili starši zraven? Vedno smo mogli pustiti na miru. To se pravi, mogli so iti na sprehod? Mogli so iti. Jaz sem vedno imel fokus, tisti fokus, mogel sem se zbrati, premisliti, tako da ja, res so mogli stran od mene pred tekmo. Dobro. Še nagradno vprašanje za 6 stopnic za derbi v Ljudskem vrtu 19. februarja proti Olimpiji pa se glasi: najvišja zmaga NK Maribora v samostojni Sloveniji. Odgovor je seveda na Facebook strani NK Maribor, kjer bomo tudi žrebali nagrajenca. Buco, dobro ti gre, dobro si se vklopil, dober si bil tudi danes proti zelo močnemu nasprotniku, tako da mi si samo lahko želimo takšnih tvojih predstav in pa seveda brez poškodb in vse dobro naprej. Hvala, si bil nas gost. Hvala.